Ja, zdaj ravno štejem v mislih, mislim, da se bom letos cepila 28. Zato ker spadam v rizično skupino. Zdravstveni delavci in negovalno osebje smo bolj izpostavljeni okužbam kot drugi, po drugi strani pa tudi mi ne smemo ogrožati svojih pacientov ali ljudi, ki jih negujemo. Nikoli v teh letih nisem imela niti enega dneva bolniške zaradi gripe in to lahko dokažem. Cepljenje proti gripi svetujem tudi svojim bolnikom, predvsem tistim, ki so krhki. Ne glede na to, da gripo pravzaprav poznamo že več kot 100 let, če vzamemo leto, 1922 za prvi izbruh gripe, tako zvana španska gripa, ne moremo reči, da jo povsem obvladamo. Še več, na infekcijski kliniki vsako leto beležijo nekaj smrtnih primerov, dokazano z zapleti povzročenimi z gripo. Najpogostejši zapleti so seveda pljučnice. In ravno to je povsem nepotrebno, hospitalizacije nepotrebne, smrti za svojce boleče in nepotrebne. Imamo učinkovito orodje in zato svojim pacientom, pravzaprav vsem, tudi družinskih članov, se moramo lotiti, tisti, ki imajo v družini koga krhkega, predvsem pa vsem kroničnim bolnikom svetujem cepljenje. No, en tak konkreten primer, ki bo mogoče koga navdušil ali pa motiviral. V lanskem letu je bila gripa precej huda, rečemo. Ljudje, ki nikoli nimajo vročine, so mi potožili, da imajo vročino 38 stopinj nekaj dni, 3 do 4 dni, seveda necepljeni. Hude glavobole, iz službe so bili 7-10 dni in en gospod, mlad, 38 let, je rekel: nikoli več tako še v življenju nisem bil bolan, naslednje leto me pokličite. Ta gospod sicer nima nobenega dejavnika tveganja, ni krhek, ni kronični bolnik, ni družinski član bolnih in ni zdravstveno osebje. Ampak ni bil osamljen. Predvsem pa tale stavek ga pogosto slišim: saj še nikoli nisem dobil gripe. Moj odgovor je: do zdaj je niste. Narava nas preseneti, virusi se spreminjajo, tudi klinične slike gripe se iz leta v leto spreminjajo. In ko smo skusili leta 2019-2020 v tisti sezoni, se pojavljajo novi virusi, ki jih sploh še ne poznamo, za katere še nismo imeli cepiva in smo ga trudoma in na hitro pridobili. Da pa imaš 2 okužbi v zimski sezoni hkrati, je pa hudo breme tudi za zdrav in mlad organizem.